To ni pripovedka, to je resnica. Poznam dečka in deklico, ki se imenujeta Janko in Metka, kot v pravljici. Doma so jo klicali za Packa in Packo. Deček je bil Pacek, a deklica Packa. Zakaj? Tako vam bom povedala. Ker se nista rada umivala in sta postajala črna kot dva zamorčka. Zato sta bila Pacek in Packa. Zaslužila sta si še druga imena. Nista se počesala, bila sta skuštrana kot kak tin potepin. Zvečer sta razmetala obleko, nogavice in čevlje, kot da jih je burja raznesla. Bila sta kot razbojnika. Vse sta razbila, kar jima je prišlo v roke. S prstom sta kot s vedrom vrtala v nos, da se je raztegnil in bil kot kak lonček. Kričala sta na vse grlo, da so sosedje spraševali, kje ima sraka mlade. Trgala sta knjige in jih hvaljala, da so žalostno vpile ojoj prejoj. Nista pozdravljala starejših ljudi. In kar je bilo najhuje, mamice nista ubogala. Če jima je kaj ukazala, sta bila gluha kot muha. Zato sta si zaslužila še druga imena. Ker pa vsak sliši le na eno ime, sta ostala Pacek in Packa. Nista se zmenila za to in sta se samo smejala. A nista se dolgo smejala. Prišel je sneg in led, snegom in ledom novo leto, z novim letom novoletna jelka in z novoletno jelko dedek Mraz. Tisti dedek Mraz, ki ima topel kožuh in dolgo belo brado, ki nosi cele kupe orehov in kolačev, bombonov in čokolade in poln koš lepih igrač. Pacek si je želel, da bi mu dedek Mraz prinesel orglice, a Packa bi rada imela punčko. Take orglice, ki lepo pojejo, in tako punčko, ki je kot živa in odpira in zapira oči. Dedek Mraz pa je prišel s praznim košem. Nič ni bilo v njem. Nič ne dobita, je rekel. Zakaj? Je vprašal Pacek. Zakaj? Se je skremžila Packa. Zato, je rekel dedek Mraz, ker se ne umivata in sta kot dva zamorčka. Zato, ker si ne češeta las, da sta kot kak tin potepin. In zato, ker zvečer razmečeta obleko, kot da jo je burja raznesla. Zato, ker vse razbijeta in bi stolkla tudi orglice, a punčki polomila noge. Zato, ker s prstom drezata v nos, da je postal kot kak lonček. Zato, ker kričita kot celo gnezdo srak. In zato, ker trgata knjige, da vpijejo ojoj. Zato, ker ne pozdravljata starejših. In še zato, ker ne ubogata mamice, da je zaradi tega žalostna. To je najhuje. Tako je rekel dedek Mraz in odšel. Pacek in Packa sta zajokala. Najprej Packa, ki je bila deklica, potem še Pacek, ki je bil deček. Solze jima niso pomagale, le lica so bila še bolj umazana. Ko sta nehala jokati, sta obljubila, da bosta pridna in ubogljiva. Pred jedjo sta si umila roke, zvečer zobe in noge, a zjutraj obraz, da sta bila snažna kot dva mucka. Počesala sta si lase. Tako sta se svetila kot zrcalo, da se je sonce pogledalo v njem in se zasmejalo. Ko sta šla spat, sta obleko zložila na stol, a čevlje dala pred stol, copate sta položila k postelji. Ničesar več nista razbila, tudi s prstom nista več drezala v nos, ki je že postajal lonček. Nista več kričala, da bi ljudje spraševali, ja kje pa ima sraka mlade. Knjig nista več trgala in jim delala oslovska ušesa. Kadar sta se jih naveličala, sta jih lepo zložila na polico. Starejše ljudi sta prijazno pozdravljala. Dobro jutro
dober dan ali dober večer. In mamico sta ubogala na prvo besedo. Bila je srečna. Očka in mamica in vsi ljudje so se čudili. Kaj pa je to? Saj to nista več Pacek in Packa, to sta Janko in Metka. In dedek Mraz je že kupil za Janka orglice in za Metko punčko. Take orglice, ki lepo pojejo, in tako punčko, ki odpira in zapira oči. Prišel bo sneg in led, novo leto in dedek Mraz. Tedaj se Janko in Metka ne bosta več jokala. Imela bosta orglice in punčko, smejala se bosta do ušes. A Janko in Metka nista pridna samo zato, da bi jima kaj prinesel dedek Mraz. Še bolj zato, da bi ju bila mamica vesela. Nikoli več ne bosta Pacek in Packa. In tako je prav.